N1 podcast s Suzano Lovec. Drage gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci, to je N1 podcast, tokrat s politično analizo naših dveh stalnih političnih analitikov. Z mano sta filozof dr. Tadej Troha in zgodovinar Luka Lisja Gabrielčič. Zadnji duel v tej sestavi smo imeli mi trije pred parlamentarnimi volitvami. Zdi se, da so takrat minila stoletja, veliko imamo za povedati. Tadej, Luka, pozdravljena, dobrodošla. Samo ne smemo preveč zavajati poslušalcev, ponavadi niso to dueli. Ne? No, kdaj pa to so, ne? Ja. Za gledalce in gledalke pa obvestilo, N1 podcast lahko gledate na N1, n1info.si. Nanj se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu N1 Slovenija. Gledate ga lahko tudi na Jevnu in na strani Metroplay. Zdaj pa analiza in komentarji. Najprej direktno v interventni zakon in morebitni referendum, Tadej. Politika je povsem razdeljena. Na eni strani slišimo, gre za razvoj, na drugi strani slišimo, gre za razkroj. Ti si že javno ocenil, da bo destruktiven bolj ta zakon, kot se komu zdi. Glavni problem, praviš, ni luknja, ki bo nastala v proračunu. Luknja bo v proračunu ustvarjena z namenom, da bo zniževanje izdatkov za to posebej izbranih področjih prevedeno v objektivno nujnost. Kaj bo to, kar bo po tvojem mnenju predstavljalo to objektivno nujnost? Mogoče bi, predno odgovorim na vprašanje, bi sam še dodal par stvari. Torej, sigurno ni treba tega reducirati samo na to luknjo. Mislim, luknja ne bo samo finančna, gre v bistvu za neko gesto, ki je destruktivna lahko tudi na neke druge načine. Na neke tudi v končni fazi že sam način vlaganja tega zakona je drugačen, glede na timing, glede na proces sprejemanja, glede na vse te stvari, ki so se vmes dogajale, v končni fazi recimo stvari, ko je ta novo nastajajoča koalicija, parlamentarna, umaknila neke amandmaje za to, da bi hitreje glasovali o zakonu pa tako naprej. Vse te stvari so del tega in tudi način, kako so stvari postavljene zlimane skupaj v en sam zakon, je nekaj, lahko rečemo, nekaj, kar se je že zgodilo, ampak mislim, da tukaj gre za nekaj malo več. Tukaj se bi verjel tako na tisti omnibus zakon iz leta 2022 je bil pod zelo napovedovan že prej, in je res bil vsaj v veliki meri, kolikor zdaj se ne spomnim zelo dobro, ampak je šlo res bolj za to. Nekaj je bilo uvedeno, mi zdaj odvedemo oziroma pač prekličemo to. Skratka, neke ukrepe razveljavimo, ki so bili prej sprejeti. Ta interventni zakon zdajšnji se samo preoblači v to, da odgovarja na neko nujnost, oziroma da mora se biti sprejet nemudoma zdaj takoj. V bistvu gre za nekaj čist drugega. Mislim, da gre, zdaj da se na več načinov razumeti, kaj je smoter tega zakona. Definitivno najprej, kot so zdaj že vsi ugotovili, utiriti bodočo vlado oziroma celo družbo v to, da se lahko, če si rekla za objektivno nujnost, v končni fazi postaviti cesto, po kateri bo edino mogoče voziti. Se pravi, na nek način, to so gabariti, v katerih se bomo gibali. Vse, kar bo vsaka ideja, ki bo zastranitev od te linije, ki je bila tukaj postavljena, bo označena za iracionalno, za noro, za skrajno levičarsko, za protiljudstveno in tako naprej. Vse to so sicer stare strategije. Zdaj, recimo, po mojem, jaz bi šel potem malo v detajle, v končni fazi ne moramo govoriti o tem interventnem zakonu samo v celoti, ravno zato, ker je zliman iz različnih intervencij. Meni se zdi, recimo, ne morem jim tiste o pokojninah, o tem dvojnem statusu, ki se uvaja, ampak bi to mogoče zadržal. Tisto, kar je novo, je zlasti to, in tukaj mogoče je treba začeti. Način, kako je bila ta koalicija ustvarjena, je kot neka, in to se je, da bo ta zakon sprejet in da bo ta zakon v resnici parlamentarni zakon igral vlogo tvorjenja šele vladne koalicije, je bilo možno videti že
kaj pa vem, kdaj je to bilo, konec marca, začetek aprila, ne vem, jaz sem to opazil, en tweet Boruta Rončeviča, ne, ki je svetoval, naj se poslanci v smislu zganijo, organizirajo in ustvarijo zakon, a ne, preden, da ni treba čakati na vlado, da ni treba čakati na vse te postopke, da naj se ta nujnost sprejme že takoj. Ne. Lahko bom kaj še povedal, ampak mogoče kolega še kaj reče. Ja, bom stopil nazaj, bom skušal malo analitično. Ja, Borut Rončevič je eden redkih resnično bistrih in inteligentnih, strateških mislecev slovenske resnice. Čisto, bi rekel, value-free judgment. Ne? In čisto možno je, da Boris je napovedal to naprej, Boris je njegova napoved bila že na nek način inkorporirana v neko svetovanje, kakorkoli. Bil je pred časom. Ne? Ja, je to, mislim, da dokaj, ne vem, če imamo precedens v zgodovini slovenskega parlamentarizma, da imamo tako pomemben zakon vložen in v proceduri, še preden se je sploh ne samo sestavila vlada, ampak sploh imenoval tudi mandatar. Ne? In zakaj je z tega vidika inteligentni bil ta manever? In kot tak verjetno prej prišel iz kakega uma, kot je Rončevič, kot pa iz sedežev, recimo SDS-a, je zato, ker v bistvu takoj, še preden se v bistvu sestavlja vlada, ne? Še preden se v bistvu je možnost za soliranja, pa je zmanjkalo nekaj glasov v tajnem glasovanju in te stvari, ki so se nam že dogajale, ne, v preteklosti, v bistvu združi vse te stranke, ki bodo v bistvu sestavljali novo koalicijo, okoli tistega najnižjega skupnega imenovalca, ki je neka reakcija proti ekonomski politiki Golobove vlade, ki je ustvarila nek resentiment v nekem določenih segmentih prebivalstva, široko razširjen v zasebnem sektorju, predvsem tisti, mislim, da predvsem, in to je tisto, kar bi rekel volivce resnice nedvomno združuje z desnimi strankami, čeprav gre za volivce različne provenience, različne tudi, bomo rekli, zgodovinskim spominom, ne, na pandemijo in tako dalje, z različnimi usmeritvami glede zunanje politike, političnimi slogami, vsem. Ne. To je zdaj, v bistvu je na nek način katalizator te koalicije. Ne. Imajo že preden se je vlada sestavila nek projekt, na katerem delajo skupaj. To je, kako bi rekel, high stakes, high reward, ne, kot se reče v angleščini, strategija, ker po eni strani konsolidira to razmerno heterogeno skupino strank v nek skupen projekt, pomaga, da ta skupni projekt na nek način gladko, bi rekel, rodi tudi vlado, ne, katere rojstvo bi sicer bilo verjetno bolj zapleteno, ampak ima tudi celo vrsto pasti. Ne. Zdaj, prva past je seveda referendum. Ne. Zdaj, res je, da če ima vlada, nasplošno leve in desne vlade v Sloveniji so zelo redko zmagale referendume. Če jim je to uspelo, jim je uspelo takoj na začetku mandata. Ne? Se pravi, kdaj bo ta nova koalicija se izplačiti v referendumsko bitko, je zdaj. Ne? Ko ima še tu neko prednost, ki se še vedno kaže tudi v anketah, ne? Da se vsota volivcev strank koalicije še vedno višja od strank opozicije. Ampak zdaj pa, če zgubijo seveda ta referendum, ne, za katerega verjetno bo prišlo, potem je to zelo slab štart za vlado. Ampak celo tudi tako, jaz bom rekel, tudi če zmagajo, ker namreč potem imate vlade, bi rekel, tisto, kar je to vlado, kar je stranke te koalicije, združevalo, je na nek način še dano ad acta. Ne? In okoli česa se bodo potem zadinili kasneje, ne? Jaz mislim, da se bo to hmali pokazalo, da onkraj tega, jaz sicer pričakujem, da bo še nekaj časa trajal te modernitetni, da ne bodo tako hitro se končali, ampak prav dolgo pa ne bodo trajali. Ne? Ampak kaj se pa zgodi z levico z malo, ne, in sindikati, ne, če recimo izgubijo, če bo referendum, če ga izgubi, torej ta leva stran. Torej sindikati so na okopih, leve stranke podpirajo referendum.
Kaj bi to pomenilo recimo za leve stranke vnaprej, za bodočo opozicijo? Ne? Ja, bi potrdilo dejstvo, da, kako bi rekel, da vladna koalicija, ki se sestavlja, ni zgolj nek naključje ali pa nesreča ali pa nekaj čisto samo kontingentnega, ne? Da ne dejansko odraža želje volivcem, bi se potrdilo, da je tako, da imamo dejansko neko trenutno, verjetno, ne dolgotrajno, ampak ne, trenutno socialno večino, ki se manifestira v neki koaliciji, ne? V neki vladni koaliciji. Da je tako, da dejansko to, kar vidimo v parlamentu, je vesten odraz, bi rekel, tudi stanja na terenu. To je tudi neka jasnost, ki je koristna. Ne? Tudi za prihodne strategije opozicije. Ti si prej rekel, nekako, če sem te prav razumela, da ta luknja je globlja od te luknje proračunske. Kje vse, po tvojem mnenju, naj bi se ta luknja čutila? Ja, mislim, zdaj, če tako pogledamo, na neki ravni te stranke niso heterogene, se glih to je, mislim, da poanta, mislim, v tem smislu. Seveda se vsaki prijatelji se lahko skregajo na nekih določenih točkah, ampak zaenkrat mislim, da so, kar se tega tiče, mislim, da so njihove pozicije seveda nekje na obronkih, kakšen posameznik v kakšni stranki pač mogoče razmišlja malo drugače, ampak mislim, da je to bolj kot ne je ta linija, ki jo ta interventni zakon zastopa. Ampak na neki ravni je ne bilo tako. Če rečemo, zgodilo se je to s to koalicijo, taka, kakršna bo, točno taka, kot je bilo možno na prvi dan v nedeljo napovedati. Napovedati, a ne na način, skratka, to je tisto, kar bi v principu ti stroj moral na volilno nedeljo reči, tole se bo zgodilo. Zdaj, težave so bile seveda zaradi tega, ker so vse te ta interventni zakon na nek način odpravlja točno to navlako simbolno teh obljub, pa tega ne bomo, pa ne vem kaj, pa naivnosti na strani volivcev, pa tako naprej. Ne? In na nek način, če v kaj intervenira in to, če se bo na referendumu, da se zgodi, da je ta zakon podprt, na nek način so volivci zdaj bodo tako rekoč drugič nategnjeni, če tako rečemo. Ne? Najprej so bili nategnjeni zato, da mi volimo za to stranko, ampak mogoče se niti ne vem, hočemo, da gre za SDS-om ali ne. Kaj pa vem, kaj ljudje razmišljajo v glavi, je težko reči. Ampak tukaj bojo pa zdaj dobili tako, če na tem referendumu pa potem izvolijo to, ne bojo pa dobili potrditev, ampak nategnjeni v kakšnem smislu, saj ne veste, kakšen ta zakon je. In tudi nikoli ne boste izvedeli, kakšne težave ta zakon lahko ima, kakšne težave lahko povzroča. Eno je seveda ta luknja finančna. In to zdaj že vsako ugotavlja, da se bo nekaj moralo zgoditi. V končni fazi se tudi ekonomisti, ki so blizu teh strank, sami govorijo, da se bo rezali in da se bo moralo rezati. Saj to je tako. Za razliko od časa une krize pa Zujfa, je bilo treba nek umesen korak dati. V bistvu varčevanje zamakniti malo kasneje, pa ga najprej prodati kot vsem damo, trosimo, v smislu vsem pomahamo s cekinja, da jih privabimo, pa bomo pa pač tiste, ki noče skočiti na te cekine, jim bomo pa odrezali. Ampak konkretno, zakaj še destruktiven? Jaz mislim, da zlasti, kot sem prej omenil, ta dvojni status pokojnine, upokojenca in zaposlenega. Mislim, da to pa je res ena gigantska sprememba v socialnem smislu. Najprej na ravni tega, da popolnoma spremeni koncept pokojnine, kakršen je bil v Sloveniji zamišljen. Na drugi ravni se seveda opre na to, kar je že prej bilo dano kot 40% v prvih par let, pa potem 20% možnosti skratka tega dvojnega statusa, ki je na nek način prej obstajal, ampak zdaj ga avtomatizira. Na nek način ga avtomatizira po zakonu. Vsak ima pravico izterjati ta status. Tudi, če ga zaposlovalec ne zaposli potem, ko se na dan, ko 40, pa ko skratka oba pogoja začneta veljati, je po zakonu zdaj tako, avtomatično nastopi upokojitev. In je treba skleniti novo pogodbo. In to novo pogodbo delodajalec seveda ima pravico ne skleniti, ampak mora to argumentirati, zakaj je ne sklene. Če seveda delavec
zahtevo oziroma da predlog za ponovno zaposlitev. In zdaj bomo dobili tako, dobili bomo eno strukturo upokojencev, ki bo 100% upokojena, dobivala 100% pokojnino plus plačo točno tako, kot jo je prej imela. V javnem sektorju bo to praktično nujno pomenilo pogodbo za nedoločen čas, če gre za isto delovno mesto, ker se drugače ne da. Kar pomeni, da bomo dobili upokojence z recimo ljudmi, ki so imeli neto plačo 3000, pa bo potem še 2000 pokojnine, pa bodo imeli 5000. Na drugi strani bomo imeli upokojence, ki bodo imeli samo pokojnino, ker ne bodo smeli delati naprej, oziroma ker delodajalec ne bo imel nobene želje potem, da to počne. Zdaj, kaj se tukaj ustvarja? Poleg tega, da se znotraj statusa upokojenca dejansko pridobimo dva zelo jasno razločena razreda, socialna in ekonomska razreda, dobesedno elito in tiste, ki so za odpad, tako rekoč. Dobimo tudi neko, tle se vidi ta miselnost, ko ti rečeš, jaz imam, ko 40 let delam, imam pravico, da to pokojnino dobim, neka miselnost, vse se vrti okrog mene, samo jaz sem na svetu, jaz sem to dejal zato, da nazaj dobim. Pričeval sem prispevke 40 let zato, da zdaj dobim nazaj in ta penzija je moja in jaz jo hočem vzeti in jo imeti. In nobenega ne briga, kaj delam zraven, a delam ali ne delam. In spet, sam zase sem, zlasti na področjih, kjer v javnem sektorju, recimo, kjer v končni fazi vsi vemo, da gre za to, da ljudje morajo prihajati, recimo v akademskem univerzumu, da ti moraš dobiti nove ljudi za to, da se stvar premika naprej. Mi lahko dobimo tukaj s tem zakonom na mnogih inštitucijah stanje, če so ljudje toliko nesolidarni in definitivno kot množica bodo slej ko prej postali nesolidarni, dobimo situacijo večno zaposlenih ljudi tudi do 90. leta, če želijo, in zaprta vrata na vhodu. Ja. Popolnoma zaprta vrata na vhodu. In to seveda bi rekel, a zdaj ti, ki so pisali zakon, niso na to mislili. Ja, malo niso na to mislili, malo so pa mislili na to. Malo so pa mislili in jim je v bistvu na nek način, tudi če bi jim zdaj tole človek razložil, bi rekel, kaj pa me briga, se v končni fazi ti na potihem povem, se v bistvu pa hočem te javne zavode v bistvu malo destruirati. Se v bistvu itak nič ne delajo, v končni fazi je možno ustanoviti pač privatne izobraževalne, raziskovalne zavode, kjer se bo pa res tudi delala. Tako da, ampak, ko si prej vprašala, zdaj, kaj se zgodi, če Levica in sindikati na referendumu izgubijo, če ta referendum bo, upajmo, da bo, mislim, ker bi bilo absurdno, da ne bi mogel biti iz teh in drugih razlogov. Tako je pač, tle je treba tvegati. Jaz sicer mislim, da so zelo velike možnosti, da ta koalicija, ta čudna koalicija, ta referendum dobi. Ampak zdaj tako pač in nekje 50-50. Ja, no vse, ampak hočem reči, tukaj ne gre, mislim, to hočem reči, ne gre samo za vprašanje, kaj se bo zgodilo z sindikatom, pa levim strankam, mislim, tukaj je zdaj vprašanje, kaj se bo zgodilo v državi, če tukaj nimajo sploh izbire, na nek način, kaj pa bo zdaj leve stranke ali sredinske stranke zdaj rekle, ne gremo se tega, pustimo, bomo se konsolidirali, najprej pa se bomo pa začeli boriti. Tempo je dana. In je pa zagatno, ker je neka, in to absolutno sploh se ne zavaravam, prišlo je do nekega realnega obrata tukaj, tudi miselnega, na ravni tudi to, kar so pa vse po volitvah ugotovili, tudi generacijskega obrata, tega, kjer v bistvu ne gre toliko za to, da ljudje, da gre za nek upor pa resentiment revnih, ampak bolj za resentiment ljudi, ki sami sebe čutijo kot premalo bogate. To je velika razlika. Luka, če pogledamo to nastajajočo... Vedno prihaja, tudi
boš vedel, ne, kot vsaka revolucija nastane, revolucija nikoli ne delajo reveži, revolucija vedno delajo tisti, iz katerih, bi rekel, mobilnost na vzvrh je frustrirana. Ne, in tudi reakcije imajo na tanko isto, bi rekel, skupino ljudi. Ne delamo si otvar, tako pač je. Prihodnja vlada in prihodnja opozicija, kje sta? Kako jo vidiš ti, glede na to, kar se je do zdaj po volitvah že zgodilo? Torej, bodoča vlada Janeza Janše ima jasne obrise, ne, zdaj so dnevi, ko v bistvu so se zadnje kljukice oziroma zelene luči strank. Kako vidiš, glede na to, kar se je do zdaj zgodilo, to bodočo vlado in njeno funkcioniranje in bodočo opozicijo? Zelo široko vprašanje. Ja, mogoče začnemo pri dejstvih. Ne? To je druga vlada v zgodovini Slovenije, ki se bo že rodila kot manjšinska vlada. Prva je, vemo, kako je končala, s tistim znamenitim puški v koruzo, ne, kako je že bilo, Šarčeva. Še ena zgodovinska usporednica. Upam, da z njimi ne preveč dolgočasim gledalcev. Kadarkoli smo imeli tak rezultat v Sloveniji, se pravi leta 96, ne, 44 ali 43, 45, kakorkoli, hung parliament, ne, se pravi brez jasne večine, pa potem 2011, ne, že spet ne, polarizirano, kot da imamo dva pola, ni jasno, kdo ima večino. Ne. Pa potem zdaj letos, še vedno se je zgodilo, da tista vlada, ki je bila najprej imenovana, ni preživela konca mandata. Ne? Jaz mislim, da se, bi rekel, nekako, tako bom rekel, težnja je, in tudi težnja komentatorjev, ki so, bi rekel, blizu opoziciji, zdaj novi opoziciji, je ta, da se kar jemlje to v zakup, ne? Da bo ta vlada najšibkejša vlada v zgodovini Slovenije in da ne bo preživela do konca mandata. Jaz s prvim delom se strinjam mogoče celo, ne? Da to bo vlada, ki bo zelo težko spravila skozi kakršenkoli zakonski projekt. Ampak nisem tako prepričan, da bo zaradi naše ustavne ureditve, ki jo je prvič, ko bi rekel, v praksi razumel Janez Janša in uveljavil in z njo eksperimentiral, se da čisto enostavno vladati, tudi če ti nimaš večine v parlamentu. Ne? In jaz mislim, da gremo po nekem obdobju, mislim, da bo neki medeni meseci, da bo izgledalo, da tukaj je neka usklajenost med vsemi strankami koalicije, se bo to začelo krhati, zato ker so pač tukaj interesi strank raznorodni in ker Stefanović ni dosegel, kar je dosegel zdaj, zato da bo potem obveljal za nekoga, ki je pač v Janševi malhi in spada v tradicionalno desnico. Ne, on ima neko svojo igro, ne bo jo odigral. Ne? In ne bo je mogel odigrati pametno, če ne bo začel strateško izsiljevati te vlade, če ne bo začel solirati, ne? Kar mimogrede v krvi počne kjerkoli je, ne? Od policije pa do... Ne? Ampak to še ne pomeni, da bo vlada padla, ker številk pa za neka konstruktivna nezaupnica pa niti ni. Ne? In tudi če bo padla, recimo, to je moja napoved, ne? Tudi če bo padla, po mojem se bo prej zgodilo, da se bo to zgodilo nezaupnico, ko se reče to, pomagaj mi. Konstruktivna nezaupnica? Ne konstruktivna nezaupnica, ampak z interpelacijo. Ne? Z interpelacijo. Ker mislim, da se še ne je zgodilo v Sloveniji. Ne? Mnogo poskusov je bilo, še nobena vlada ni padla z interpelacijo. To sem tu malo bil, ne? Ker to je v bistvu nek skrita, mi imamo to predstavo v Sloveniji, poznamo samo konstruktivno nezaupnico. In to je tehnično res, ampak dejansko interpelacija v praksi lahko deluje tudi že kot neke vrste nezaupnica, kot v starih parlamentarnih državah, ki poznajo samo konstruktivno nezaupnico. Ampak to je pa tudi moja napoved, da tempo, kdaj bo vlada padla, kdaj bo v krizi in tako dalje, ta tempo bo določil predsednik državnega zbora Stefanović. Okay. Ti si imel eno repliko? Ja, ne, mislim, bi se strinjal, ne, da tukaj še ena od teh stvari, ko se reče, potem komentatorji ponavljajo sami sebe, pa se v teh zrečenem kruhu, pa nekaj tako se v redu. A ne, še ena od teh stvari je ta, kako je Janša rekel, da hoče samo močno vlado, ne, da ne bo vodil šibke vlade. Ne. Mislim, tle se vidi, da so se pojmi
vsi tako rekoč redefinirala. Ne. Ta vlada je po mojem izjemno močna, a ne, in bo ostala izjemno močna, samo ne v številkah, a ne, ker po številkah ta vlada sploh nima, a ne, na neki ravni sploh nima niti 46 glasov, ker ima samo parlamentarna koalicija čez parlamentarno večino. A ne. Tako ni, vlada nima. A ne. Včasih smo rekli, vlada pa koalicija isto, zdaj ni čista. Ne. To smo že ampak razlika tam, a ne. Zdaj pa, če pogledaš, če primerjaš Šarčevo vlado, pa se pravi Levico, pa Resnico, kako vstopata sama. Ne. Tisti je bilo tako, a ne, tam je bilo od začetka je bilo čutiti neko notranji, a ne, razcepljenost, moji, Levica, a ne, ja, mi kot nesistemska stranka naj vstopimo not ali ne. In to je sevala, ne, tako, gremo v nekaj, kar je narobe, a ne, tako čist in sigurno, mislim, vsaj notranji bil je razcep tako v psihologiji posameznikov kot na ravni kolektiva. Ne? To je jasno, to se spomnimo. In to je seval. In to se vidi, to je bilo mučenje, a ne, v tem smislu. Tako, konstruktivno mučenje samih sebe in drugih tudi. Primerjamo to s tem užitkom, kako je Resnica stopila tle zraven. Ja. Stevanovič, ki se je zmenil takoj, da bo predsednik državnega zbora, prednik kdorkoli to vedel, pač zmenil, najprej se probo zmeniti s prvim kandidatom za premierja, pa s ta drugim mu je rekel, ok, a ne, pa bomo, nič iz medijev ni, to se naučil, ne, se je kar sam spomnil, a ne, ptički znajo povedati, a ne. To je eno, a ne, pa če pogledamo, kako se je recimo, tudi, a ne, pa pogledamo to poslanko, ki se je od včeraj na danes in iz danes na jutri postala zvezda, ne, Katja Kokot, ne, pri kateri bo treba zelo paziti, kaj se v njej reče, ker lahko tožbo dobimo. Ne. Ona recimo se vidi, ne, če primerjamo način, kako je ona postala tako rekoč bolj SDS od SDS-a v vseh pogledih, tudi v tej hitri prizadetosti, v tej igri, ne, napadajo me, hočejo me, pozivajo k linču mene, ne vem kaj, ne, takoj v to žrtev, ne, velika žrtev, ki to govori, ki ko zapre vrata, pa je pa spet dobre volje, ne, ta način. Če primerjamo recimo, koliko časa je bilo treba preparirati recimo Moniko Gregorčič pa Gregorja Periča, da sta prestopila iz SMC-ja počas, postala SDS, a ne, kako je pa tlele takole klik, a ne. Ja. Zato, zakaj? Ker ni bilo treba iti ven, ker ni bilo nobenega notranjega razcepa, ker v bistvu sploh ni Resnica, ni stranka, ki bi zdaj se toliko resno jemala, da bi rekla, kaj smo rekli, zdaj pa ne bomo. Ne, način, kako bomo preteklost brisali, tako da bomo govorili samo o tem, kaj bomo naprej počeli. To je klasično populistično. Ne, samo za razliko od teh poslancev SMC-ja in SMC-ja kot takega leta 2020, je Resnica faktor. In ne vstopa v to vlado zato, da bi rešila sebe in svoje karijere, zato, ker je v stanju razpada, ne, kot tiste kot uran, ne, kot vsaka stranka na levici ima neko razpolovno obdobje, tam je šlo razpolovno obdobje mimo in potem morajo te prosti radikali iskati nek nov dom. Ne. Resnica vstopa strateško in zdaj jaz ne vem kako, Stevanovič se je uspel prospeti na pozicijo predsednika državnega zbora in še vedno ga vsi podcenjujejo. Meni je to res fascinantno. Ne? In tukaj je, oprosti, pa bom rekel, bom malo jaz igral neko levičarsko noto. Tu je nek razredni element in je nek etnični element. Je nek element. Je nek element. Res ni. Ti povem, zakaj ni etnični element. Mislim, njega podcenjuješ, oziroma ti gre na živce, sam če ne maraš Gorencev. Ker je to, kar je pri Stevanoviču edino opazno, je gorenski naglas. A ne, tako da on je, mislim, a ne, vse te ideje, ki prihajajo v smislu, zdaj pa probimo najti pa tukaj prikrit, potlačen etnični resentiment.
Dobro, v redu. Iz razlogov, ki so nekaterim jasni, drugim manj jasni, pa lahko sem jaz temu, ki sem manj jasni in ti bolj, če želiš, Stefanoviča vsi še vedno podcenjujejo, ali pa preveč ljudi ga podcenjujejo. In jaz mislim, da ga ne gre podcenjevati. In jaz mislim, da tukaj je bistvena razlika. Tako med vlogo, ki jo imamo Stefanovič te vladi in vlogo, ki jo imela SMC. In tudi ti si rekel, ja, poglejmo, kako je šla v Levice, ki je uprizorila v drugem slogu, v drugem registru je bilo porozorjeno. Pri Levici smo imeli tragedijo, tukaj imamo neko farso, imamo neko veselo igro. Ampak zakaj? Pozor, zato ker Levica je vstopila v vlado, vedoč, da na nek način, ja, to kot si rekel, ni zdaj hotela biti v tej vladi, ker je bila, ne vem, takrat buržoazna vlada, sredinska, ne vem, sovražna delavskemu razredu, ne vem, kakorkoli, no. Ampak istočasno seveda ni hotela rušiti vlade. In če se prav spomnimo dinamiko padca Šarčeve vlade, v nasprotju s tem, kar se je poskušalo prodati, ni zdaj Levica zrušila Šarčeve vlade. Ne. Dinamika, včasih se napačno to spomnimo. Torej je imela nek interes, da to vlado sicer od zunaj in kritično in tako dalje, vendarle podpira. Medtem ko resnica kakega posebnega interesa za obstoj te vlade nima, onkraj tega, da gre njej v korist. Se pravi, vse je maksimizacija njene podpore in njenega rejtinga. In zdaj še zlasti zato, ker ne bo imela ministrov v tej vladi, na neki točki bo začela spoznavati, zlasti ko bo popularnost te vladi padla, ker popularnost pade še v vsaki vladi po prvem letu in po 2 letih, tudi Janševi pa bo še zlasti, bo začel igrati neko svojo lastno igro. In jaz mislim, da prav zato, ker ga še vedno podcenjujejo tudi na Levici, bo ta njegova igra zna biti dosti bolj uspešna, kot se mu zdaj pripisuje. Ti si takrat pred volitvami ste vidva v resnici rekla, Luka, ti, da to stranka, ki so jo vsi podcenjevali, tako kot zdaj praviš, in takrat si rekel, če se bo uspela preriniti v parlament, bo postala pomemben faktor destabilizacija, prideva še k temu, slovenske politike in nas bo vse še bolela glava, zakaj smo jo podcenjevali. Tadej, ti si opozoril, in to je edino, kar si rekel, in si rekel, da se ti zdi to pomembno, da ljudje slišijo, to je ekonomsko ekstremno desna stranka. K faktorju destabilizacije bi rada prišla. Zdaj si že parkrat omenil, da bo ravno zato, ker bojo izven vlade, ob tem pa so bolj vladni kot vlada, oziroma najbližje SDS, če sem te prav razumela, bolj SDS kot SDS. Kdaj ti napoveduješ in zakaj se bo začela destabilizacija? V trenutku, ko bo začela padati popularnost vladi in ko ne bo, v trenutku, ko se bo spremenil, bi rekel, vtis niti ne javnega mnenja, se pravi nekako val javnega mnenja, ko bo začela ugotoviti, da Borisi izgublja podporo v anketah ali pa da stagnira. In seveda odvisno tudi tega, ali se bo Stefanovič odločil, da bo jeseni kandidiral za predsednika republike ali pa ne. Nekaj sem hotel še sam dodati. Mislim, tudi, kar se tiče, če sem rekel, da se vsi pojmi redefinirajo, so v končni fazi pojem se tudi pojem celotnega mandata je treba redefinirati. Koga brigajo, ali bo 4 leta, ali bo 3, ali bo 2. Mislim, da je res nujno začeti na ta način razmišljati v tem univerzumu. Te kategorije stare so zdaj za smeti. Res mislim, tako, če bo tej vladi uspel v 2 letih, zdržati 2 leti, pa v teh 2 letih postaviti določene družbeno-ekonomske stebre in ene procese za naštimati v smer in dati že toliko inercije, da bodo sami od sebe začeli delovati in da jih ne bo mogoče več ustaviti na hiter. To, kar je recimo Erik Brecelj zadnjič opozarjal na Marcelu, v smislu, ko v zdravstvu to počneš, boš na neki ravni v nekem trenutku zgubil stik in bo zelo težko priti nazaj. Boš še vedno imel javno zdravstvo, ampak to ne bo več to, zlasti na tej najvišji ravni UKC-ja in podobnih institucij. Skratka, tudi to bo poln mandata. Zdaj, drugo so pol te politično-analitične igrice, kdaj bo prišla ta destabilizacija in tako naprej. Ampak tudi, tako da tudi pri Stefanoviču zdaj, da bi on kandidiral za predsednika republike. Vse je predsednik državnega zbora, je druga najvišja. Ne, pravim,
a ni bolj lušen. To, a ne? Jaz mislim, da je za resnico dost pomembno, a ne? Da tukaj, zakaj je on na tej funkciji? Zaradi tega, ker parlament je tradicionalno zastopnik ljudstva, na kar smo pozabili, ne? In tukaj ima na mest pač dobesedno parlament v množico na Trgu Republike preobražen. To je. Parlament je zdaj na način, kot ga Stevanović predstavlja, tista njegova množica. Sredini protesti. Kjer je on, ja, pač in isto je na Trgu Republike slučajno. Ne? Tako da, a ne, v tem smislu, ja, no, in pravim, rabi, ne, hočem reči, rabi to prezenco, rabi biti viden, Tako. konkretno materialno viden kot vodja, Ja. kot učitelj, kot vzgojitelj, kot prijatelj, kot prijazni, po potrebi, Gorenec. po potrebi, ne biti rasistka. Ne. Gorenec. Rasizem strukturno je to, kar zdaj ti delaš, tako da je, se hecam. Ne, pač pravim, a ne, rabi to, skozi rabi, a ne, biti tudi prijazen do svojih največjih sovražnikov, kar lahko počneš samo, če vzpostaviš to privat, materialno, vidno, viden odnos, ki ga iz pozicije predsednika v predsednice republike ne moreš. Saj nisem rekel, da bi on. Ne, sem pravim, Ja, ne vidim razloga, zakaj bi. No, Zato, ker je biti kandidat za predsednika republike in priti mogoče celo drugi krog, dosti bolj vidna pozicija in ki je mimogrede, tudi če gledamo zdaj zgodovino desnih strank, skrajno desnih strank v Evropi, en izmed najbolj klasičnih načinov promocije. Se je to počela Marine Le Pen in pred tem njen oče vaš čas. Se kaj, Jean-Marie Le Pen nikaj ne dela zato, da bi se je vedel, da ne bo izvoljen. Ne, Ne se čudi, če bo rekel, da je iz medijev izvedel za to idejo. Ja, no. Karkoli že. Ja, meni se zdi, kako bi rekel, jaz poskušam vedno, bi rekel, ta Einfühlung, ne, to poskušam pogledati na svet tudi iz njegovih oči. Ja, če bi jaz bil Stevanović, jaz pa ne bi, tako čist. Ja. Sem Vredo, ja. preveč lušen. Tako hočeš tudi ne. Vstaj nevarnost, da bo izvoljen, ne, Ja, hočeš ja, reči, saj, ne, ampak, ne, ampak ja, še nekaj, kar je tedaj pozabil omeniti, ne, in kar je zdaj tudi na nek način zvedel iz medijev, ne, kar reče Stevanović, predsednik Resnice, ne velja prodosti, ne. To slišijo njegovi podporniki, tisti, ki mu sledijo na TikToku, ki ima zelo privlačno vsebine, jaz kadarkoli gledam njegove videe, moram pogledati do konca, res je strokovnjak pri tem, ne, treba priznati. Zato sem rekel, nekaj podcenjevati. Ampak ima omejeno publiko. Kar reče predsednik slovenskega parlamenta, zdaj če reče glede referenduma o NATO, kar naenkrat se to, ne, piše Politika o tem, piše The Guardian o tem, ne. Opa, ne, to je nezvedel iz medijev, ne. Da stvari, ki jih on reče, zlasti, če so provokativne, ima lahko nek odmev, ki je izjemno širok. On lahko postane, kako bi rekel, evropska medijska osebnost. Ne? Krasno. To se ti zdi, da je drive. Prvič je to nekaj, kar bi si želel vsak politik. Ne? To je nekaj, kar bi si želel vsak populistični politik. Tako da, in s tem, če je dovolj inteligenten, ne, lahko s tem si dejansko, to kot je rekel tedej, kar gradi in širi svojo bazo podpornikov, ker on ne bo drugo kolo nikomor. Ne? Mislim, to je pa jasno iz njegove biografije, ne? Da se še nikoli, vedno je, ne? Poskušal nekako solirati in biti, bi rekel, se afirmirati. Ne? V redu. In točno to, ne, so v bistvu, on na nek način je zelo jasno, mislim, iz katerega koli pozicije gledamo, je tako očitno, da njegova moč izhaja iz te polarizacije slovenske. Se zadnje, če ne bi, se v nobenih drugi okoliščini tak človek ne bi postal predsednik parlamenta, če ne bi bil volilni izid takšen, kot je. In tudi, ko so bi rekel predstavniki desnice, SDS ne potrebuje dosti razlagati svojim volivcem, ne, ima dokaj kohezivno, bi rekel. Ampak že predstavniki Nove Slovenije morajo razlagati stvarem v svoji bazi, ne, in so jim mogli razložiti, zakaj bodo glasovali za Stevanovića. In verjetno ni bilo prav zelo enostavno. Ampak je vedno ta element, kjer je na tako isti argument, ki ga uporablja Golob, ne, prikrito ali pa odkrito, ali pa boje. To je nujno zlo, zato ker če ne bodo prišli drugi na oblast. Ne. Zavi, če ne bi bilo tega, bi on bil stranka na robu, ki bi jo, bi rekel, mainstream nekako
postavil na rob. Ker mainstreama ni več, ne, na nek način, kot ga ni nikjer na zahodu, tako rekoč, in je neka razpoka, on se znajde v tem. Ne. In se pravi, njemu interesu istočasno poglablja to polarizacijo in se predstavlja, da je on presega. Ne. In to mu uspeva z neverjetno lahkotnostjo. Ne. In točno to bo počel. Ne. In to pa ne more početi, če je precepiran predolgo kot zvesti, lojalni član Janševe koalicije. Se ni. Ne, kar pa je. Ne, se pravi, se ni v Janševi koaliciji. No, koalicija je, ne? Ja. Ne. Okay. Kakšna bo pozicija Logarja in demokratov po vstopu v Janševo vlado? Kako lahko to vpliva na njegovo usodo? Zadnjič mi osebno rekel, da se kaj vedno kritiziram, tako malo prijazno. Jaz mislim, da težko bo politično preživel to. Težko bi politično preživel, lažje bi politično preživel samo, če bi bil član Janševe vlade, ker potem bi lahko on bil tisti, ki bi imel neko, kako bi rekel, ne nujno solistično, ampak bi znotraj nje bil ta razumni. Ne? Ampak v ta vlada, ki jo bo, po mojem, poganjala ta bi rekel, tekmovalnost med Janšo in Stevanovićem, neke vloge, težko pa po mojem se znajdu v tej vlogi. Ne? Mislim, da te pritiske, ki smo jih videli recimo pri SMC-ju v tretji Janševi vladi in smo jih videli pravzaprav še sredi mandata te vlade, tukaj vidimo že na začetku. Zapravi, razpoke znotraj njegove bi rekel, poslanske skupine, ki jih ponavadi začnemo videvati, ko je pritisk že močen, so že zdaj razvidni. Tudi, če bo ta poslanska skupina preživela ta pritisk, jaz ne vem, če bo uspel ohraniti volilno bazo, ker tudi zdaj, ko vidimo ankete, vse stranke imajo bolj ali manj iste rezultate, se pravi, edino, ki pada, in je sicer počasen, ampak je trend, tudi počasnega trenda pada, si pri takim rezultatu ne more privoščiti, je Logar. Ne. Zdaj, če bi on zbral neko pametno ministrstvo, kjer bi lahko se, bi rekel, afirmiral in profiliral neko svojo politiko, ne. Potem bi bilo nekaj. Ne. Ampak mislim, da v tej dinamiki, ki se bo ustvarila, bo absolutno volivci, ki so njega volili, bodo najhitreje razočarani. Ker to so, zdaj jaz malo sem računal, težko vidim, da je, po mojem, glavni profil njegovih volivcev so v glavnem bivši razočarani volivci Svobode. Ne. In po mojem, to, kar bodo dobili, ni natanko to, kar so hoteli. Tadej je, če se vrnem v našo zadnjo diskusijo pred volitvami, rekel o Logarju, oziroma demokratih, o Logarju, disk so ven vzeli, a Materborg je ostal isti. Ja. Tako da, kako ti vidiš njegovo pozicijo Logarja v tej nastajajoči koaliciji? Mislim, zdaj, najprej preden o tem, je mogoče treba reči, kako vidim našo pozicijo v razmerju do Logarja, oziroma kje je javnost Logarja ustvarila. Prej smo se, preden so se kamere prižgale, smo govorili o tem, kdaj smo začeli s temi podcasti, in smo ugotovili, da smo začeli to z vlado. Pred 4 leti z Golobovo vlado. In meni se zdi, da se tako, vse, kar se spomnim, je to, da smo izjemno veliko vedno govorili o Logarju in kaj se z njim od predsedniških volitev dalje. Ja, pa še prej. Mislim, to je bilo pač, ni se končalo. In zdaj, jaz recimo, tako, ko zdaj malo gledam, za nazaj, ne vem, 2 meseca pred volitvami je bilo zares odprti. Na nek način je Logar imel prav, ko je govoril, ko je nekako stavil na to, da mogoče bo pa kar zmagal, ker dobil volitve in tako naprej. Sej na neki ravni jih je. Zdaj, tako hočem reči, stranka Demokrati, ker seveda so not vključeni tudi določeni ljudje, ki najbrž tole ni preveč všeč, ampak eni, ki bojo to čisto z lahkoto preživeli, ne bo jih konca. Kakšni od teh bojo tudi ministri, pa tako naprej, čisto v redu. Ampak hočem reči, ta stranka na koncu ni dobila prav visokega rezultata, ampak na neki ravni je bilo 2 meseca pred volitvami najbrž pravilno opozoriti na to, da rečem iz leve strani, da nevarnost Logarja pač pretija. Zdaj,
Logarja, zdaj v tem širšem smislu, ne zdaj strukturnem. Jaz recimo moram reči, da sem popolnoma, in to je izključno, kako rekel, malce nisem res polno ukvarjal pred volitvami s tem, ker ima človek še kaj drugega na svetu za početi. Na drugi ravni je pa res, da sem če sem koga pa jaz podcenjeval, oziroma pozabil na njih, je pa to NSI. Na neki ravni. In mislim, da zdaj, ko jaz gledam Logarjeve stranki pada ali pa Logar je dobil malo, itak sploh ne ločem, meni se to zdi isto na neki ravni. To je v bistvu Logar, pa NSI, pa SLS, pa Fokus. To bi, ja, samo imajo zelo različne volilne baze. Volilne baze že, ampak ali pa tudi ne, saj ne vem. Jaz mislim, da ja. Slejko prej se bojo. Ja, nekje seveda so različne, jasno, ampak vsebinsko pa pol na koncu pride do, mislim, ko smo prej govorili o interventnem zakonu, tukaj mislim, da se načkaj veliko ne sekirajo na eni in drugi, se jim zdi kar fajna. Pač NSI, z tem, kar se spomnim, če si prej citirala, kaj smo govorili, jaz mislim, da v tej naši predvolilni oddaji nismo v NSI nič zapovedati. Tako se mi je zdaj, nekaj brezveznega sem rekel. In res v bistvu sam zato, ker res se mi zdi, da to, kar govorijo in ustrajam, še vedno popolnoma brez veze. Ampak mislim, to je ta neka, tudi jaz bi bil, tako bi si človek želel biti tak, da bi za izražanje svojih misli toliko malo energije rabo, zaradi tega, ker so moje misli toliko enostavne. Ampak, kakorkoli že, imajo pa NSI ima cel kup nekih za slovenskega volivca zelo pretanjenih politikov. Takole prav pod radarjem, na nek način so si oni ustvarjali kar fin, tako rekel, personalno sestavo močnih političnih osebnosti, tako, ki skupaj gradijo en zelo zanimiv, zelo trden, zelo tak organizem, ki ga je težko napasti v tem smislu, oziroma s katerim se je težko spopasti. Ker imamo na te standardne sadilce rož, tipa Janez Cigler Kralj, kjer ima ta, vendar je ta skavtska mentaliteta pride not bolj izražena. Mislim, da je Janez Cigler Kralj izjemno pretanjen, pa mislim s tem kaj slabšega, politik. Pol, recimo se spomnim, pa pride kakšna Iva Dimic, ki se ali obleče, ali ne vem, kako preko obleče, ne govorim zares obleče v neko tako mirno, čutečo, zaskrbljeno borko za res pomembne stvari. Pol imamo cel ta kup teh bolj Vrtovca, pa tako naprej, teh, kaj bojo bolj direktno povedali. Pa je pol še Matej Tonin, ki se skoraj vsakič pozabimo, da še obstaja, pa ga vendarle se kar pokliče nazaj, pa da nam kaj pove, pa tako naprej. Skratka, zelo so si močno strukturo dobili. In oni, in mislim pa, zdaj pa, če se vrnem k Logarju, funkcija je bila pa, in to sem, ko sem se opiral debatam o Logarju tle, zato ker se mi je zdel, kam to pelje. Ker ta govor o Logarju je bil nek hecen način vzdrževanja Janše pri življenju. Na način, da smo se poslavljali od njega, oziroma se Slovenija poslavljala od njega in videla novi prihod. Anže Logar ima glih Abrahama danes. Ja, sem tudi jaz na Facebooku zjutraj že sam čestitu. Tako da preden samo drugi si je že kar sam in se zahvalil za čestitke ob 7 zjutraj, za vse čestitke, ki jih je dobil danes. Tako da... ima volivce, ki vstajajo zgodaj. Ja, so ga najbrž zasuli, pa ga spomnim, da ima Abraham. No, kakorkoli je, skratka, sin je rasel, medtem ko je oče počas zamiral, ampak na nek način je bilo ves ta govor, vzdrževanje tega neka hecna, tako kot recimo lažje prenašaš tiranskega očeta, če imaš skrbno mamo zraven, ali pa strica, ki je taka. In ne samo, da ga lažje prenašaš tega tiranskega očeta, malo se distanciraš od njega, kar bolj ne veš, ampak v nekem trenutku ga začneš spoštovati. In ga začneš ceniti prav v tej, ko ta tiranski oče
počasi postaja sam še figura, ki mu ni treba nič več reči, ki samo čepi in preži, nekje v ozadju in vemo za njegovo prisotnost. To je zdaj Janša približno. Tako da, če ne bi bilo Logarja, bi bilo treba govoriti med to časom, ko je bila prejšnja vlada in o tem, kaj bo prišlo, bi bilo treba reči, gledajte, takole je, mi imamo zdaj tole vlado, na drugi strani to, kar prihaja, je pač Janša. In bi rekel, mogoče ni, ne, mogoče tudi lahko kritiziramo to vlado, zaradi tega, ker vemo, in bi ta vlada in komentatorji, ki so prejšnji vladi držali štango pri vsaki zadevi in pazili, da se ne kritizira preveč, ne bi bili toliko panični, ker bi vedeli, da ta vlada bi bila bolj trdna, če bi vedeli, da je samo Janša nasproti. Ker smo se pa skozi pogovarjali o tem, imamo to vlado, ampak a ni še neka tretja pot, kaj pa če bo Logar, pa potem bo on drugačen, pa Janša sploh ne bo, pa bo on se kar razpustil in tako naprej. Zdaj pa smo, kjer smo. Ja. To je bilo zelo tako plastično, tako bi rekel, tudi v slogu. Ja, pripoved, sem zelo užival, ampak se ne strinjam z bazično tezo, ki bom zdaj poskušal nekako prevesti. Boš sanjal o njej. Ne, bom poskušal prevesti recimo v neko politično analizo. Zdaj, to je v bistvu neka zabavna podverzija te ideje, da je bilo to že na nek način vnaprej določeno. Ne, izbrano je bilo. Dobro, v redu. Najprej, kar si povedal, NSI se kar strinjam, ampak z drugimi besedami bi lahko to povedali, NSI je stranka. Je dejansko stranka, ki je strukturirana kot stranka, ki ni, bi rekel, tudi njeno vodstvo ni organizirano kot falanga, dejansko obstajajo notranje razprave, obstajajo, bi rekel, ne nujno struje, ampak različna mnenja, ki se krešajo in potem rezultirajo v neki politiki in tako počasi raste. Dela to, kar so večina strank na levi sredini, z izjemo SD-ja, nekako si še pozabili, ampak tudi nekako ta ideja, da to je pase, da stranke starega kova so pase, in to je tudi veliki izziv za Gibanje Svobode, ali se bo hotela, ali bo resno se lotila svojega dela kot opozicijska stranka, ali se bo golobu dalo biti opozicijski voditelj, Žal smo na tej ravni, bi rekel, osebne precioznosti, ampak za to gre in gre za zelo resno odločitev. In ali se misli strukturirati kot stranka? Kot prva stranka po 20 letih na levi sredini, ali pa še več kot 20 letih, ki je uspela ne samo preživeti v mandatu, ampak celo priti iz mandata, ker je bila prva stranka še vedno. Se pravi, ona ima neko zgodovinsko nalogo, da se pač spravi k sebi, da tudi sama začne delovati kot stranka in bomo videli, če bo kos temu izzivu ali ne. In bi rekel, zgled NSI-ja dokazuje, da je še vedno zelo, zelo pomembno, da si ti strukturiran kot stranka. Ker imaš neko, bi rekel, odpornost, ker si prej razlagal pač v svojih kategorijah, ampak za to gre, neko odpornost, neko notranje pluralstvo, neko sposobnost nagovarjati različne profile volivcev, ki če si tako gibanje, taka ameba, ki je odvisna od muh svojega predsednika, imamo dve različni verziji tega v slovenski politiki, ne moreš. Imaš nek dvor ali pa imaš neko dinamiko, ki ostane preprosto ti je mogoče neko presenetljivo manjšo odpornost kot neki manjši stranki, ki je organizirana bolj kot je neko stranka. Zdaj, če se vrne k Logarju, jaz mislim, da v neki drugi konfiguraciji bi Logar lahko zbral tudi neko drugačno koalicijo, ampak natanko zato, ker je se strinjam s tvojo analizo. Absolutno, lahko bi. Centralna pri sestavi te koalicije je bila Nova Slovenija. Jaz mislim, da Janša ni verjel, da je mogoče to, in dejansko motor, okrog katerega je ta koalicija nastala, je bila Nova Slovenija. In Nova Slovenija je odločilna, ko je Nova Slovenija zelo jasno povedala, pa se jasno odločila, da ona v koalicijo z Golobom se ne bo pogovarjala, ne bo šla. Ja. Tukaj dejansko realnih možnosti več ni bilo, ker ideja pa, da bo šel Logar, ki je predsednik vseeno desno-sredinske stranke. To smo pa vendarle vseeno jasno povedali. V neko koalicijo, ki bo bodisi, samo dve matematični možnosti, ki bo bodisi Svoboda, SD, Logar in Resnica, ali pa Svoboda, SD, Logar in Levica, pač dejansko nekih alternativ ni imel. Imel dve slabi možnosti in je zbral, kot bi rekel tovariš Stalin, med dvema slabšima možnostma je zbral slabšo. To sem hotel reči. Ja, seveda, NSI je bil odločen in tudi, mislim, na neki ravni, če bi tako gledali, če bi si predstavljali to kot teorijo zarote, pa si ne, bi rekel, tukaj se je
ljudje so se borili proti vsem najrazličnejšim, drugim, mislim, leve stranke so se borile proti vsem drugim nasprotnikom, pustile pa tam neki tisto jedro, da se je krepilo, kakorkoli. Praviš, NSI je bistveno za to koalicijo in seveda NSI je povedala, da je stebro, to noči, ampak spomni se, ko si ti bil na volilni večer na TV Slovenija, si rekel, da drugih naštevo si nekaj matematične opcije, si rekel, da drugih matematičnih opcij ni. To je to minimalno pomagalo, kjer dajemo, kjer v Novi Sloveniji... Kaj sem rekel drugo namesto česa? Ne vem, kje so bile. Zdaj, navedu si te, hočem reči zdaj, katera je bila matematična opcija poleg Gibanja Svoboda in SDS, recimo, ampak pustimo, kjer je bila matematična opcija, prejšnja koalicija plus NSI. To je matematična opcija. Z levico, to ni. Matematična. Matematična može tudi vse stranke skupaj. Bolj malo realistični. Pomeni... V praznem prostoru leta 2021 bi tudi isto rekel, kako bo šli z resnico oni zraven. Jaz sem takoj napovedoval, to se zdi nemogoče. Poslušaj, za to gre. Matematično, ko govorimo matematično, je bilo možno. In ko naštevaš matematične opcije, je treba našteti matematične opcije, ker sicer utrjuješ to predstavo, ki je, zdaj, demokrati tudi po isti matematični opciji tudi ne bi imeli kaj z levico not iskati, ampak v končni fazi, sej po neki matematični opciji tudi levica ne bi z Gibanjem Svoboda leta 2022 mogla iti. Po tej interpretaciji matematike. Hočem reči, pomembno je si predočiti, matematične opcije, da jih imamo, da se pogovarjamo, da vidimo in se artikulirajo nemožnosti. Ker potem lahko stranka, tudi taka, tudi taka stranka, ki nima toliko notranjega, toliko ne bi izdala svojega bistva, da gre z neko stranko skupaj, lahko reče, sej že javnost govori, da je to nemožno, mi samo afirmiramo to, kar javnost že govori. Mi smo v bistvu, začela se z objektivno nujnostjo, objektivno nujno je, da ne gremo v to španovijo, ker je objektivno nujno lahko tudi kar naenkrat rečemo že sam, da je Golob in Svoboda neprimerna, sam zato, ker sploh razmišlja o tem, da bi, nekaj so pa rekli, sej, mi smo še malo razmišljali, da bi šli za Golobom, ampak je Golob pokazal, on hoče z levico in to, da hoče z levico, pa pove, kakšen je, tako da tudi z njim ne moramo iti, tako da naslednjič, ko boš matematične opcije naštel, moraš tudi na to pozabiti. Tako sam, govori, saj se razumemo, o čem govorim. Seveda je meni racionalno, jaz sem bolj iz trolanja takrat začel govoriti o tej koaliciji, ki se sam pri sebi kot magično, pač o tej koaliciji Svoboda, SD, Levica pa NSI, ker se mi je zdela zabavna ideja. Samo ni, mislim, kako bi rekel, v redu. Prelomna, zelo prelomna. V redu, samo ko govorim, to bi bil preboj. Matematično možno je vse, se pravi, vse stranke imajo 88 glasov, evo, imaš matematično možna koalicija. Može tudi, da razpade. To vedno, pač, ko govorimo o tem, vedno je že vključena noter neka ocena, interpretacija, ki izhaja iz tega, da se ti postaviš v vlogo in poskušaš gledati na stvari iz interesu akterja, o katerem govoriš. Seveda si in zdaj pač, jaz mislim, da tudi, ti misliš, da bi bila levica pripravljena v vlado, v kateri je bila NSI? Ja, jaz mislim, da ja. Ja, dejansko mislim, da ja. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo... Mogoče zakaj? Zato, ker je tako slabo šlo Kordišu na volitev. Če bi imel Kordiš 1% več, ali pa 2% več, in levica ravno na meji, že ne bi mogla iti. Moja špekulacija... Zato, ker bi imela... Zakaj? In dejansko NSI pa ne tanko v tej poziciji. NSI ima svoje konkurente na desni. Medtem ko levica se je uspela neutralizirati svoje konkurente na levi. Levica bi tudi v tako vlado, po mojem, bila zmožna iti. Ker si lahko privošči, ker ne zato. Ne. Jaz še špekuliram. Dobro, prosim. Jaz špekuliram, da zato, ker so zelo resno, mogoče celo na neki ravni za njih kot stranko zelo preveč resno vzeli to prejšnjo koalicijo. Oziroma to, da je prejšnja koalicija bila pa v resnici res samo vlada in ministrstva. Hočem reči, to, kar se v parlamentu dogaja, ni levico niti briga zares. Važno so bila njihova ministrstva, njihovi projekti in te projekti so bili možni samo, če so znali pač komunicirati z Golobom in glavnimi Golobovimi svetovalci, ministri in tako naprej. In
bi bili pripravljeni, jaz glavo dam, ne, roko, glavo stavim, ne, zato, da bi Levica šla v to magično koalicijo. Ne. Ravno, recimo, če bi rekel, lahko obdržite pač ministrstvo za delo in se te neke projekte, pa, ne vem, da se stanovanje ohranijo, bi šla. Tako da, zdaj se pač lahko vpraša, kdo zdaj noče iti. Samo to je že analiza, ki že upošteva, da zakaj bi potem šla. Dajmo stopiti korak. Levica bi šla potem v to koalicijo iz 2 razlogov. Prvič, da bi za svojim zdaj govorimo, včasih so tudi alternativne v redu. Jaz imam že naslov, ne mogoče magična koalicija. Zato, da vidimo, ne, se bom prišel do neke poante, ki je bolj relevantna na koncu, brez skrbi. Bi šla v to koalicijo, ki si ti omenil, zakaj? Zato, da bi najprej, si bi rekel, zaščitila projekte, ki jih je začela v prejšnji vladi, da jih ne silorira ta nova vlada, ne, v redu. In zato, ker tista, bi rekel, nevarnost levega krila, ne, se pravi fronde na njeni levi, ne, konkurence na levici, se je neutralizirala. Ne, se je izkazala, da je mlinski balonček. Ne. Ja. Zdaj, NSI ni v taki poziciji, ampak če bo pa se zgodilo to, kar si ti rekel, da bo dejansko recimo interventni zakon šel skozi, potem naslednji, se mi zdi najbolj logično, je pač seveda neka davčna reforma, ker davčna reforma je edina reforma, ki je lahko ta koalicija izvede, kjer ima neko večino verjetno okrog sebe in ne more biti referendum o tem. In bolj ali manj smo končali tukaj, ne? Vse ostalo tegne pas na referendumu. Ne? Ampak to so že pomembni dosežki, gremo iz pozicije Nove Slovenije. Potem, jaz mislim pa, da vsak, ki je malo pameten, ki vidi, kam gre slovenska politika, ki gre zdaj v ta skrajno polarizacijo, v kateri imamo eno vlado in potem naslednja vlada ruši to, kar je delala prejšnja in gremo iz omnibus zakona v omnibus zakon, ne? In nevarnost je, da se bo tej Janševi vladi zgodilo podobno kot prejšnji, da od njenega, bi rekel, zakonodajnega inputa ni ostalo nič, ne? Se utegne zgoditi tudi tej, če bo ti meniš nasprotno. In recimo jaz mislim, da kdaj v prihodnje bo pa začela NSI ravnati drugače, ker bo imela nekaj za obraniti. Ne? Tukaj ni imela v taki vladi z Golobom, tokrat ne bi imela nič za obraniti, bi morala nekaj doseči. Razumeš? Je bistveno v drugačni poziciji. Da se razumemo. Seveda je NSI hotla iti z Janšo in v redu. Seveda, ne sem pravim. Recimo, če bi resnica res, a ne rekla, če bi iz leta 2021 tisto notarsko potrdilo veljalo, ne, se pravi, sej ni noben mislil, da bo, ampak, mislim, če bi tisto veljalo, pač ne bi mogli vlade sestaviti z Janšo, NSI bi potem morali tudi to, ali pa bi pač bile nove volitve. Pravim, na papirju, so vendarle rekli, ne. Ja, bi bila drugačna, seveda se strinjam. Ja. Hočem pa, tukaj se res, se pa ne, to, kar si rekel, tukaj se res ne strinjava. In zato, to je bistveno. Že ta interventni zakon, pa, kot so obljubili, sledi še več, tako še bojo stvari, bo imel učinke tudi, če bo zakonodajno potem spremenjen, zato ker je razlika. Ne, če ti recimo rečeš, okay, če primerjam s temi projekti na ministrstvih, nekaj reči, takoj boš uničil, če se zažene dolgotrajna oskrba, pa ti sistem postaviš, pa rečeš, da bomo pa tle pipco potegnili ta sistem financiranja, tega demontirali, pa pade. Ali pa mogoče še bolj radikalno, ker so zdaj zelo jasni glede tega, nočemo v koalicijski pogodbi, ne kar kje, piše, ne gre za to najemniška stanovanja, pa te stvari, to ne šteje, mislim, za to se ne bomo borili, gre za to, da si vsak lahko zgradi, vsak mladi seveda si lahko zgradi tako rekoč hišo sama, in bo ves ta denar, ki je šel zdaj v to, kar je bilo na Ministrstvu za solidarno prihodnost delano, tudi na stanovanjskem področju, bo teh 100 milijonov letno prekanalizirano verjetno recimo v jamstvene sheme v tem smislu za kredite, ker obljubljajo, da bi država kot garant nastopila, kakorkoli že. Tukaj to se da uničiti zelo hitro, ker pipco potegneš ven, čau, pipco zapreš, ni več. Pri tem zakonu, interventnem, kjer pa ti recimo na področju zdravstva ti odpreš privatni pobudi, vrata bolj na široko, kjer ti odpreš javno zdravstveno blagajno,
javni zdravstveni denar za privatne izvajalce in tako naprej, si oni med tem lahko klinike ali zgradijo ali pa dokončajo, ne? Tako kot šef, novi še njemu čestitke, ne, Bitencu, za novo funkcijo, ki jo ima. Ne? Torej, šefe SBC-ja, ne? Ja, slovenskega, se še v slovenščini znajo reči, ne? Business kluba. Ne? Je zdaj zdravnik, od včeraj dalje. Skratka, a ne? Tako da tega se, a ne, to je tisto, kar je resno. A ne? Te stvari, to so intervencije, ki bojo imele posledice tudi in se jih ne da nazaj odpraviti vseh. Okay, za vaju imam še eno vprašanje za konec. Zdaj smo gledali večinoma te bodoče koalicijske stranke in to dinamiko. Kaj pa bi lahko rekla o bodoči nastajajoči opoziciji od tega, kar smo videli do zdaj? Mogoče neka kratka ocena. Ja, no, kot rekel sem, ne, prvo, morala se pridružiti tej referendumski pobudi, tako da prvo, ne, na neki ravni bo morala pač tako delovati. Zdaj v parlamentu ima po mojem, neke v principu omejene kadre, ki niso toliko dobri, kot bi si človek želel, ne? Ali pa jih ni toliko dobrih kadrov v parlamentu, kot bi si človek želel. Tako da bo ta boj v parlamentu najbrž zelo težaven, ne? Ker bo treba, ker je na strani desnice precej figur, ki so močnejše od opozicije. Ki so bolj profilirani, ali pa so se na novo profilirale in imajo neko auro, kar naenkrat. Tako da tukaj bo treba, po mojem, bojo morali pač skozi prakso tako rekoč ustvarjati sami sebe, ne bo drugega ostalo. Jaz mislim, da tukaj bo zelo najbrž pomembno, da se tukaj vendarle skozi to pač oblikujejo in neki profili rabijo, vse te stranke rabijo, da se profilirajo ljudje, ki se profilirajo, ne tisti, ki šef stranke hoče, da se profilirajo, to je velika razlika. Ne? Recimo pri Gibanju Svoboda, mislim, da so se profilirali verjetno ljudje, ki so jim je bilo dano, da se profilirajo. So pridni v stranki. Ja, no, kakorkoli, ne vem, na nek način. Ne? In zdaj tako blazno težko je zdaj ocenjevati, kaj bo, ker v končni fazi, kaj pa naj počnejo zdaj v tem hipu, kot to, da prežijo na vse detalje. Jaz mislim, da je zelo pomembno za slovensko družbo, da opozicija v tem trenutku kot kritična opozicija te zakonske predloge pa početja pravilno interpretira in jih dobro analizira. Torej, da se ne zadovolji z, tako kot je bilo pri interventnem zakonu, da hitro skočimo na par teh abstraktnih stvari, pa rečemo finančna luknja, to bo treba zdaj, ali pa da zakon za bogate in to je to. To je premalo, premalo je to, ker ne gre za, marsikjer zakon je zakon za bogate, mislim, večina zakonov je zakonov za bogate, če tako pogledamo, zaradi tega, ker tudi ustava je ustava za bogate, v končni fazi, kaj pa vem, ustavno določene pravice. Temeljna listina o človekovih pravicah je za bogate, če se piše pravica do stanovanja, pa ga eni nimajo, tako naprej, kakorkoli. Sam pravim, da tukaj bo treba na te detalje malo drugače verjetno razmišljati. In tukaj rabijo, po mojem, rabi se to. In na drugi strani pa bom res zdaj končal to, kar je nujno, kar smo mogoče malo pozabili, kako močna je kako močna je desnica res na družabnih omrežjih. Mislim, v tem smislu, močna v tem smislu, se ne da to zdaj blazno, ne mislim tudi zaradi tega vpliva, ampak mislim, da ravno zato, ker iz Twitterja so itak vsi levičarji pobegnili praktično, mislim, zelo malih je še, ki se jim še kaj da. In jaz mislim, da ti človek, ko se znajdeš v nekem univerzumu, kjer lahko potem pišeš, kar ti pade na pamet, pa te v bistvu noben zares niti ne demantira več, pa ne vem kaj, ti dobiš potem za v realni svet neko blazno, veliko
veliko spodbudo. Tako da mislim, da se to pozna, da recimo tudi novi poslanci resnice, tam pač so vsi se blazno aktivirali na X-u in še kje druge verjetno, na Instagramu in TikToku, ja. Na Facebooku bolj ne, to je za brezveznik, za dolgočasno. Ne dominirajo, da resnica. In mislim, da to, ko ti dobiš to, počutiš se kot wow, torej vsako, potem pa je res vsako nasprotovanje izjavam zakonu ali pa njim samim vzeto kot kje so se pa te norci znašali, te čudaki, ki meni ne ploskajo in tako naprej. Ti si že omenil, glede opozicije, da bo odločilno, ali se bo dalo Robertu Golobu biti tudi vodja opozicijske stranke, vodja opozicije. Ne samo to, ampak tudi to. Jaz bi najprej začel. Jaz mislim, da čas, bi rekel, te dominacije desnice v tem tradicionalnem pomenu veselja na socialnih omrežjih je že malo minil. To je moj čisto občutek in ne temelji na ničem drugem, razen na nekem instinktu. In da je prišel čas resnice. Oni pa res dominirajo na nek način, ki je absolutno mnogo večji od njihovega sedanjega izkupička. In mislim, da celo več. Kako bi rekel, da je bazen, znotraj katerega bodo ribarili, mnogo večji od teh 5%, ki so ga zdaj dobili. In da bodo ga počasi lahko širili tudi s to pomočjo. In da bo nek nov tip desnice začel počasi izpodrivati nekega starejšega. Mogoče se motim, to je moj instinkt. Zdaj opozicija. Ja, jaz se strinjam z vsem, kar je rekel Tadej tukaj, več resnosti. Mislim, najprej z enim dejstvom že spet, dolgočasnim, trivialnim dejstvom. To bo opozicija, ki bo številčno najmočnejša v zgodovini slovenskega parlamentarizma. To nekaj pomeni, da ob veliki disciplini ti lahko marsikatero glasovanje z recimo grešno sejo pa sklepčnosti se lahko poigravaš. Če imaš ti neko disciplinirano, bi rekel parlamentarno skupino, lahko s tem narediš ogromno. Drugič, to je opozicija, ki prvič po dolgem času ni skregana med sabo. Verjetno ni zdaj prav, vse smo govorili o politiki, ni zdaj neka svetice in srčki, ampak je v redu, je dokaj solidno. Tretjič, to je opozicija, ki je, malo se smejem, ker je malo, tako bi rekel, ironično, ampak ki je na dan po volitvah, na nedeljo volitvah, mislila, da je zmagala. In tako so poročali slovenski mediji, tako smo poročali komentatorji, tako so poročali zahodni mediji. Ampak ampak to ne je pomembno, ker to vpliva na predstavo njihovo lastno, na lastni moči, to vpliva na, bi rekel, percepcijo njenih lastnih volivcev, in ki je uspela to svojo volilni rezultat ohraniti tudi v anketah po volitvah. To je na papirju, z vsemi objektivnimi kriteriji, močna opozicija. Največji sovražnik opozicije sama sebi, to kot smo včasih govorili za Janšo. Začenši, tukaj pa lahko potem začnemo, začenši z tem, kako bo resno to vlogo vzel Robert Golob, pa ne nujno, da je on potem kandidat tudi za premijera čez 4 leta ali pa kdaj bomo imeli volitve, ampak ne more kar izginiti, ampak meni malo skrbi, da bo kar izginil. Kot je Janković takrat se kar hop poslovil in šel nazaj na svoj fevd na magistratu. Jaz Roberta Goloba sem prvič osebno spoznal v novogoriškem mestnem svetu, ko je bil opozicijski svetnik v mestnem svetu, pa je to neko delo, ki je, bože mili, res terja ogromne pozornosti do detalju, do minucioznosti, do stvari, ki so dolgočasne. In je bil zagnan. In je bil zelo dober v tej vlogi. On to zna. Vprašanje je, ali če se mu da ali ne. Ali bo kos svoji nalogi ali ne, ki je lahko naloga, da bori se, da pripelje v neko tranzicijo in da ima potem Gibanje Svoboda neko novo, kredibilno vodstvo, ampak je neka naloga, da konsolidira to stranko, da iz nje ustvari pravo stranko, da bi rekel, to bi res kar pomembno, zgodovinsko pomemben uspeh volilni prevede v nek politični kapital. In zdaj to je veliko odgovornost na tem. In pa seveda točno to, kar je prej rekel Tadej, se pravi neka resnost, da se opozicija znebi čim prej te predstave, da saj smo že 3-krat imeli Janšovo vlado, saj vemo, bomo delali isto. Ne. Mislim, to je
mislim, da je to zelo slabo bi bilo. Ne? Ker to, da se potem outsourca opozicijsko delo v civilni družbi, da je opozicija celo obdobje Janševe vlade brez vodstva, kar smo videli že 3-krat. Se ni bilo vodja opozicije v prejšnji Janševi vladi. Šarec je zginil. Jaz sem napisal takrat celo en kolumno, ki je Šarec, Goloba še ni bilo. In tam je bil nek popoln vakuum. Jaz mislim, da je bilo zdravo za vse, prvič, da opravi svojo nalogo opozicijo, da v bistvu prevede opozicijsko delovanje v parlament že spet. In da postane parlament žarišče političnega spopada. Da ne to metastazira kot vedno v celotno družbo, če tudi to bomo seveda videli, ampak v bistvu, da opravi svojo vlogo in točno to, da tudi resno preštudira zakone, da z manj demagogije in bolj resno v bistvu predstavi svojim volivcem, zakaj jih kliče na referendum, se pravi, in da dejansko dela neko alternativo in še nekaj mu dodal. To je zelo dobro opozoril Tadej. Njene najboljši zdaj sem začel najprej. V eno smer. Z njeni najboljši kadri so ostali tako rekoč izven parlamenta. In zato bi mogoče bilo koristno, da bi naredila nekaj, kar bi že zdavnaj morali opozicijo v Sloveniji narediti. Da bi mi imeli neko vlado v senci. Ker to pomeni tudi neko preglednost, neko transparentnost, pomeni neko, da ti ponudiš volivcem to nekaj novega. Mi ne bomo zdaj tukaj samo čakali in kritizirali, ampak bomo na vsak zakon, ki prihaja, dali proti zakon, bomo v bistvu ustvarili že neko predstavo, kako bi pa mi delali. In mislim, da ima opozicija absolutno številčno moč, neko legitimnost v izvoljenih skrinjicah in tako dalje, da res začne mnogo bolj resno in da v bistvu tudi ponudi neko kredibilno alternativo in v to spada nekaj, česar pa zdaj nismo videli in ker se mi zdi v tem seznamu mojih želja najmanj verjetno, da se bo zgodilo, ampak bi bilo zelo nujno, neka samokritika, neko spoznanje. Ok, zdaj je jasno, da smo volitve izgubili, kaj smo delali narobe in kaj je mogoče, ker smo pretiravali, to bodo verjetno drugačen diagnoza na levici z velikim L-jem in na SD-ju in v Gibanju Svoboda, gotovo, in da tudi gre v bistvu neko svojo samokritiko. S tem bi naredila velikansko uslugo slovenski politiki. Okay. Hvala lepa za vajne odgovore, vajne razmisleke. Upam, da spet kmalu v tej sestavi. Okay. Hvala. Hvala tebi.